Pozdravljeni! Družabni dogodki že od nekdaj igrajo pomembno vlogo v človeški družbi. V mnogih pogledih, predvsem pa gledano z perspektive poživitve vsakdanjika, se današnji dogodki ne razlikujejo preveč od tistih v preteklosti. Z razvojem družbe, s spremembami v njej, povečanim znanjem in izboljšano tehnologijo so se spremenila tudi pričakovanja do modernih dogodkov. Zaradi tega dogodki postajajo vse bolj kreativni in polni presenečenj. Se le tako lahko zadovoljujejo vse večja pričakovanja javnosti. Vsi najpomembnejši družabni dogodki pa ne minejo brez slavistke Metke Premelj, ki je velika ljubiteljica mode. Aleš Matko, novinar spletnega portala govori.se, pa vse družabne dogodke zabeleži. Dobrodošla. Pozdravljena. Metka, že skoraj 30 let te videvamo v družabnih kronikah. Si predstavljaš življenje brez družabnih dogodkov? Zelo težko, zelo bi jih pogrešala. Zdaj, odkar sem v penziji, pravim, da sem šminkerka in žurerka. Lepo to slišati. Aleš, če ne bi bilo družabnih dogodkov, novinarji ne bi vedeli, o čem pisati. Ja, tudi verjetno bi potem bralci doma dobili prazen, nepopisan list papirja. Skratka, preplet novinarstva, zabav je vedno bil tako pri nas na sončni strani Alp, kot tudi predvsem v Hollywoodu, predvsem ta smetana izhaja iz Hollywooda in tudi družabni dogodki tam ali pa recimo na sončni strani Alp ali pa v teh modnih prestolnicah so precej drugačni. Aleš, dogodki že dolgo ne predstavljajo več le obeležitev nečesa in njihova edina funkcija ni le zabavati. Dogodki so danes učinkovito komunikacijsko sredstvo, ki imajo možnost na inovativen, zanimiv in nesiljiv način prenesti zastavljeno sporočilo ciljni skupini. Absolutno se popolnoma strinjam, čeprav s prihodom družbenih omrežij so se stvari precej spremenile. Vsak, če tako rečem, zvezdnik ali pa medijska osebnost nam je novinarjem predvsem bolj dostopna kot pa recimo včasih, ko ni bilo tako svetovnega spleta, kot ni bilo mobilnih telefonov, si dejansko moral iti na nek dogodek, da si določeno stvar izvedel. Danes pa mogoče spremljaš malce televizijo, pogledaš dogodek ali pa kakšen televizijski program, ki se samo ukvarja s show biznisom in dejansko lahko zelo veliko izveš. Po internetu samo kontaktiraš to medijsko osebnost in dejansko dobiš zelo veliko informacij. Če pa nisi na dogodku, pa ne izveš kaj sočnega, ne? Ja, včasih tako še več informacij dobiš, a ne, če pokličeš nekoga. Še več, ali pa ne vem, na kakšnem dogodku ni dovolj priložnosti, da bi se s kom pogovoril. Vedno je kdo okrog tebe, ušesa imajo praktično prav vsi in dejansko, če nekdo nekaj izve ali pa vidi, potem že nekdo drug iz druge medijske hiše takoj priskoči, sliši. Sploh fotografi so takšni, velikokrat tekmujejo. Ko je bila še živa princesa Diana, je bil prav boj, katera založba oziroma kateri fotograf bo kaj pofotografiral, da bo potem lahko objavil v svojem trič-trač časopisu, če tako rečem. Ampak obstaja nekaj splošnih pravil, tako imenovanih novičarskih faktorjev, po katerih se novinarji odločate o pomembnosti posameznega dogodka. Včasih se mi zdi, da so bila ta pravila predvsem bolj stroga, danes pa so predvsem bolj sproščena. Nenazadnje se tudi gleda, saj če govorimo za splet, po rejtingih, to je gledanost, kdo se recimo bolj bere, če se tako izrazim, na televiziji pa gleda recimo. V nekem trendu je že ves čas kraljeva družina, je vedno, čeprav že recimo vemo vse o njih, ampak vedno znova in znova se pojavljajo zgodbe, informacije. Pri nas na sončni strani Alp je še vedno Damir Murko zelo klikan bran, kljub temu, da je že vrsto let prisoten, kljub temu, da si je že vse izmislil, karkoli. Vse skoraj povedal. Vse že povedal, tako še vedno se ogromno bere. Je pa res, da se berejo tudi te tekmovalci, ki sodelujejo v raznih šovih, dokler šovi so, ko pa nek šov se zaključi, je pa potem tudi končana zgodba okrog tega zvezdnika, razen če se potem kje ne razgali ali pa če nam ne pošilja kakšne gole fotografije. No, kralj družabnih kronik do lanskega leta je bil igralec Demeter Bitenc. Njegova prisotnost je bila za organizatorje zagotovilo, da je prireditev uspela. Metka, dolga leta si mu delala družbo.
Več kot 13 let sva bila skupaj. V lepi, srečni partnerski zvezi. In kako se ga spominjaš? Demeter Bitenc nikoli ni bil povprečnež. On je ljubil svobodo, pozornost in glamur. Kot žarometi in sojo bliskavic je užival in živel. Tako. Torej, midva sva se dopolnjevala, o vsem pogovarjala, o oblačenju in priznam, da me je precej naučil o moški modi. Kakšne obleke za določeno priložnost, da moram imeti moški do kolenke, ne kratkih nogavic, ker je sicer velik fopa. Obleke je dajal delati v Italiji. Midva sva hodila v Udine, kjer imava prijateljico in tam je imel krojača. In hrbet je bil vedno moj. Spredaj se je sam videl v gledalu, medtem ko hrbet sem gledala, če je vse na mestu. Tako da lahko priznam, da se kar spoznam na moško modo. Kaj pa, kar se tiče dogodkov, se je v teh letih, odkar si začela obiskovati dogodke, vendarle kaj spremenilo? Torej, spremenilo kaj dosti se ni, razen pri pogostitvah. Spominjam se recimo Ekurna. Pred leti so imeli naročeno toplo hrano iz Vrhnike, so vozili in takrat je imela Ekurna največ obiskovalcev. Večina ni prišla ravno slik gledati. Ko pa se je to usulo, potem je bilo pa tudi obiskovalcev bistveno manj. Aha. Se pravi, so eni prišli samo jesti? Ja, je skupina, ki se vedno premika od enega do drugega dogodka in skuša priti tja, kamor niso povabljeni, seveda zaradi hrane. In včeraj je bilo pa prvič, odkar hodim na Life in hodim vrsto let, da so postavili rdečo preprogo, jo omejili ob strani in smo šli z vabili v gosjem redu. Kdor ga ni imel, vabilo so vzeli, nismo ga pokazali, ampak so ga vzeli. In kdor ga ni imel, se je lahko samo obrnil in šel. In so bili tudi pomembneži, ki so bili brez vabila in jih niso spustili noter. Seveda vsi tisti padavci, kot jih je imenoval Bitenc, so pa ostali zunaj. Prvič. Ja. No, ti si drugače velika ljubiteljica mode in vedno brezhibno urejena. Pred 5 leti si nosila draževo obleko, ki pa je bila narejena za Severino, a je ni vzela. Tako je zdaj tvoja. Moja. Torej, jaz sem najprej videla neko obleko na njeni reviji, ki mi je bila všeč in mi jo je naredila po mojem okusu in moji meri. Imela je pa v neposredni bližini tudi tole obleko, za katero sem jaz rekla, da lepše obleke še nisem videla. Torej, najin prvi stik je bil z obleko odnesi me seboj, vzemi me seboj. In potem je povedala, da je Severina jo, ne vem zakaj jo je odklonila, midve so pa približno enake višine. Ona ima seveda ohišje malo bolj močno, ampak to je itak triko in se raztegne. In jo imam rada. No, lepo. Ne govorim pa o ceni. So me že spraševali ljudje, koliko stane kakšna obleka, torbica, čevlji, ampak tega ne govorim. Kdor želi, lahko pogleda na netu, ve, poklika draž in bo videl, kakšne so cene ali karkoli drugega. Aleš, to pa vas kar zanima, ne? Kakšne so cene oblek? Čeprav moram reči, da se mi zdi, da v tujini to bolj zanima, pri nas spet odvisno od posameznika oziroma posameznice. Bolj nas ponavadi zanima, koliko ta znana osebnost razkrije oziroma zakrije, ne? In kaj pokaže in kaj ne. Ker dejansko je to medijem ponavadi bolj zanimivo, če se veliko razkrije, ne? Sploh pri ženskah, če se že moški ponavadi sleče zgoraj brez ni nekega večjega zanimanja. Bi se pa še malce vrnil, prej gospa Metka dejala, glede teh dogodkov. Res je, pri nas je veliko šlamparije glede tega, ne? Na dogodek, če kdo ve, kdaj, kje je kakšen dogodek, lahko prideš brez večjih težav, samo da se malce
znajdeš v tujini, v Hollywoodu, če ni vabila, tam so vrata, adijo. Pri nas pa, ko ga poznaš, se malce, ne vem, prime z ramo, greš z nekomu skupaj notri in dejansko se da prišvercati, če tako rečem, skoraj kamorkoli, ne. Skoraj kamorkoli. Samo znajti se moraš. Lahko povem za zelo inovativen način švercanja. Bil je neki sejem in sta se dva domislila, da vzela sta prazno škatlo in sta jo nesla, kot da dostavljata robo. Zraven je bil starejši možakar, sta rekla, to je pa najin direktor. In so prišli vsi trije lepo na dogodek. In se popolnoma strinjam, recimo vabila morajo biti sploh na teh večjih dogodkih, če ga nimaš, tudi če si ga recimo doma povabil, pač ne moreš priti not. Včasih, recimo, ko so bili Viktorji v pravem pomenu besede, ko je bilo konec prireditve in ko je bila zabava po zabavi, če nisi imel vabila, pa tudi če si bil med nagrajenci, te niso pustili notri. Recimo danes mečkano olajšajo ta dogodek nekatera večja podjetja in organizacije, da imajo pač seboj računalnik in pogledajo, če si bil na ta dogodek povabljen, če ga slučajno pozabiš povabilo. Ali pa dobiš celo na e-mailu pač to kodom in s kodom samo pokažeš, te skenirajo in te pustijo notri. V tujini, če tega ni, si lahko kdorkoli te ne spustijo notri. Po oglasih pa bodo v glavni vlogi najlepši zvezdniki na družabnih dogodkih. Prihajajo prazniki in večernih prireditev bo veliko. Zato nekaj napotkov o izbiri primerne večerne obleke ne bo odveč. Na izbor oblačila vplivajo ura, kraj in namen dogodka. Če je vabilo pripisano želeno oblačilo, je treba željo spoštovati. Koktajl obleko izberemo za slovesne priložnosti po 5. oziroma 6. uri. Metka, koktajl obleka je raven oblačenja, ki je pogosto umevna sama po sebi in gostitelji želenega oblačila vabilu ne pripišajo. Ja, to je res, da je sama po sebi torej absolutno in je zelo uporabna, najbolj uporabna, ker lahko menjavaš bodi si obutev, torbice, nakit in si s to obleko za večino priložnosti vedno lepo urejen. Za kakšne dnevne dogodke ravno črna ni, razen pač za tiste, ki imajo zelo radi to barvo, ampak drugače pa za večer je pa najbolj elegantna barva, vsaj zame. Ampak mnogi ne vedo, moška koktajl obleka je črna z belo srajco in slovesno kravato, ki ni obvezna. Mala črna večerna obleka pa je sinonim za žensko koktajl obleko. Ja, tako je. Na vabilih je običajno napisan dress code in se mi zdi to zelo edino pravilno. In tako, da se dogodku primerno oblečejo ljudje. In če je moški v smokingu oziroma v temni obleki, je prav, da se tudi njegova spremljevalka primerno obleče tako, da sta kompatibilna. Ja, no, malo črno obleko je uveljavila Coco Chanel v 20. letih prejšnjega stoletja. Zaslovela je kot obleka zelo preprostega kroja, ki jo lahko nosimo čez dan s suknjičem in balerinkami. Zvečer pa dopolnjeno z nakitom in elegantnimi čevlji z visokimi petami. Mala črna obleka naj bi bila del garderobe vsake ženske. Metka, ti si prej omenila, da nekako čez dan se ne vidiš v črni obleki? Pa jaz sicer imam tudi čez dan včasih črno, ampak ne vem, raje imam kakšne žive barve. Jaz sem prista živih barv, čeprav me včasih prime in sem od nog do glave črna. Lahko pa popestrim z nakitom, recimo v drugi barvi, srebro recimo. Aleš, kako pa je s tem v medijih glede kodeksa oblačenja? Ste v bistvu pozorni? Tako bom dejal, kar je dejala gospa Metka, se popolnoma strinjam, je pa en drug precej večji problem, govorim za sončno stran Alp, glede na to, da se udeležujemo teh dogodkov.
Veliko ljudi se te kode, dres kode ne drži. To velja tudi za znane osebnosti, sploh če recimo v enem večeru več dogodkov, so na enem dogodku 1 uro, potem gredo na drug dogodek in potem še na tretji dogodek, čeprav so ti dogodki med seboj popolnoma različni, so ti znani obrazi v popolnoma istih oblačilih. In nenazadnje veliko znanih obrazov pride na te dogodke tudi preprosto, čeprav piše, kaj naj bi bilo, v kavbojkah, v kakšni razvlečeni majčki. Skratka, problem pri naših dogodkih je to, da se zelo redki teh pravil držijo. Gospa Metko poznam, je res na skoraj vseh dogodkih in je vedno urejena, kakšen je dogodek. Se prilagodi dogodku in mislim, da je to spoštovanje do dogodka in do vseh, na katerem kateri pridejo na ta dogodek. Mnogi pa niti ne preberejo tako imenovani dress code, jih niti ne zanima in pridejo, kot sem že dejal, razcapani in res neprimerni tudi na Viktorjih in na teh največjih dogodkih. Tako da mi je to malce češko, če se tako izrazim. Če je dogodek, pač naj bo dogodek temu primerno, ne moreš biti kar tako, kot si doma v neki trenerki. Lahko nekaj dodam? Seveda. Midva sva silvestrovala v Levu pred leti. Z Demetrom? In moški z Demetrom in moški ali Mitjem, kot smo ga klicali. In moški so prišli v glavnem v bodisi smokingih ali večernih oblekah. In kaj mi je bitenc najbolj zameril? Po polnoči so se začeli slačiti in ostali nazadnje v samih srajcah. To je bil zanj velik fopa. Prav, kaj pa, če bi se ženske začele tako slačiti? To je bil njegov komentar. Res? Ja, dejansko lepo kravato razdahljajeno, vse ostalo. Malce po balkansko potem pride na koncu. Pravi, to je nedopustno. Tako. In če moški, dogodek, se pravi, se strinjam. Moški do kolenke in spodnji gumb je odpet pri sukniču. Ja. Žalostno je v bistvu, da v Sloveniji veliko ljudi meni, da so pravila oblačenja zgodovina. Ne. Jaz imam 2 priročnika, enega je napisala Lea Pisani in stalno kaj poiščem ali vprašam, koga je to v redu. Imam prijateljico Majo, ki mi svetuje in skupaj hodiva kupovati. Ona svetuje meni, jaz njej. Imava popolnoma različna stila, ampak veva druga za drugo, kateri pristaja. Met Gala velja za modni dogodek leta. Saj se ga udeležijo najbolj modni zvezdniki. Vsako leto je druga tema prireditve. Letošnji naslov je bil Zapiski o modi. Poglejmo si video, kako so povabljenci izrazili temo skozi kostume. Največ pozornosti je bila deležna pevka Lady Gaga, ki je uprizorila najbolj teatralen prihod. Končala pa v spodnjem perilu. Kaj menite o tem?
Kaj takega pri nas ni mogoče, bi jaz takoj dejal, ne, da bi bile zvezdnice tako elegantne, čeprav se počasi izboljšuje, si tudi naše dame upajo biti malce drzne. Je pa res, da je tudi malo takih dogodkov pri nas, pa tudi če že so recimo organizatorji malce nerodni, rdeča preproga je morda dolga nekaj metrov, pa še tista včasih na roke izrezana. Skratka, če se dela gala dogodek, naj bo v celoti gala dogodek in potem bo tudi precej bolj odmeven in zanimiv za vse skupaj. Metka, kaj ti o tem meniš? Torej, dali so si duška, ampak vendar ne obstaja neka meja. Tudi tukaj je eleganca in neeleganca. Vem pa, da je brala sem vsaj, da je Kanye West nad svojo drago Kim Kardashian ni bil navdušen. In je to tudi očital, da je preveč razgaljena. Je le mati, otrok in ni bilo po njegovem okusu. Aha. Ampak zanimivo je, da je Kim prav posebne priprave imela, je kar hujšala pred dogodkom. Verjamem, da je. Ja, zakaj ne? Za dogodek se več ali manj vsi, ki gremo in spoštujemo prireditelje, ki nas povabijo, potrudimo in pač temu primerno in naredimo, kar lahko naredimo s svojim telesom. Če lahko shujšamo, kdor je pač potreben hujšanja, to naredi. Jaz recimo po 5 uri ne jem več, da mi trebuh ne stoji ven, ker pravim, samo enkrat mi je stal, takrat je bilo to upravičeno. Od takrat naprej nikoli več. No, ti rada poveš, da imaš 50 kilogramov, a ne? 50, 51, kakor daj. Ja, če lahko samo dodamo, včasih je pa narodna situacija, ker recimo imajo te zvezdniki ali zvezdnice svoje stiliste in si stilist nekaj zaželi in mu potem to usili, da mora imeti, čeprav recimo zvezdnici ni nekaj všeč. Tudi to se dogaja in potem ta stilist ali pa trgovina da nek žakelj nekemu zvezdniku ali pa zvezdnici in potem se mu vsi režijo in kot pravim, ne, vsaka prireditev ima svoj namen in temu primerno se bi bilo lepo obnašati. Absolutno, zato je pa lepo biti brez stilista, če imaš le svoj okus, da si lahko popolnoma sproščen glede tega. Absolutno. Dunajska šola, kot bi rekel Demeter Bitenc. Absolutno. Lepo. Je bil pa moj svetovalec. Vam povem, da vse, karkoli sem kupila, je šel z mano in sem vedno rekla, samo spodnje hlačke kupim sama. Vse ostalo je pa sodeloval. In zelo rad. In dejansko se tudi vidi ta eleganca, kar jaz tudi občudujem, ne pa pač nekaj, kar je pač trendovsko ali pa je nekemu stilistu všeč. Zakaj? Jaz imam kriterij. Najprej pogledam, kaj zapoveduje moda. Drugo, kaj mi je od tega všeč. Tretje pa, kaj pristaja moji postavi. Ampak ti kar graš za to postavo. Naprimer, na sprejemih te ne vidimo ob hrani, ampak s kozarcem penine v roki. Ja, enkrat si celo rekla, ko me kdo vpraša, ali ne bom nič jedla, mu povem, da sem na tekoči hrani. Prednost pa je to, da ni treba gristi. Točno tako. Začnem z aperitivom, nadaljujem s glavnim obrokom in zaključim še z desertom, vse je pa penina. Včeraj sem vzela nekaj sladkega, medtem ko moj sin pa je namesto mene, kar se mu vidi. No, po kratkem predahu pa se lotimo slovenskih zvezdnikov. Dobro. Velja. Pred nekaj meseci se je odvila že tradicionalna prireditev Žarometi, kjer podeljujejo nagrade za medijske dosežke. Ta dogodek po zgledu Oskarja privabi številne slovenske zvezdnike, ki se še posebej uredijo. Po rdeči preprogi so se tako nominiranci kot povabljenci sprehodili kot prave filmske dive in zvezdniki. Metka, res da je od tega dogodka že nekaj časa, vendar še najbolj spominja na tiste hollywoodske. Pa vendarle, kako daleč smo za Hollywoodom, ko gre za obleke? No, vsekakor, ker tudi naše finančne zmožnosti niso take, da bi omogočile
tiste glamorozne obleke. Sicer jih pa verjetno te filmski zvezdniki dobijo zastonj ali vsaj na posodo in najbrž tekmujejo med sabo, torej dizajnerji, kdo bo komu ponudil kakšno obleko, kakšni ženski. To je verjetno popolnoma drugače kot tukaj. Jaz vem, da jaz nosim vedno samo svoje stvari, ne vem pa, kako je z medijsko prepoznavnimi osebami, ali jim kreatorji posojajo obleke ali ne, ali sami, ne vem. Večinoma posojajo. Se posoja, če lahko samo dodam, glede na to, kaj potem znane osebnosti objavijo na družbenih omrežjih in komu vse se zahvalijo pri določeni obleki, je potem takem jasno, da so si jo izposodili. Meni je nekaj najhujšega, če ima ena zvezdnica obleko in potem spet druga isto obleko. To smo že večkrat videli pri nas. Ja. To sicer se bolj redko zgodi, ampak se pravim, veliko je izposojenega, veliko je pa tudi narejenega prav za določeno prireditev, v tem primeru, če govorimo o žarometih, tudi za žarometje, ki pa po mojem osebnem mnenju nekako z leti izgubljajo tisti pravi, če damo navednico, hollywoodski pomen, to, kar so bili nekoč recimo Viktorji, predvsem 20 let nazaj, kaj takega verjetno ne bomo nikoli več doživeli, ko je bil res tam zvezdniški prihod, danes je pa vse bolj kot ne skompenzirano. Ampak večina gostov je nominirance in nagrajence počastila z elegantno podobo. Če je bila njihova podoba tudi estetsko popolna in harmonična, pa bomo skupaj ocenili. Prva je energična pevka Alja, ki je zablestela v lahkotni kreaciji, ki si jo je kupila na svojem zadnjem potovanju v tujini. Kaj menite o njeni opravi? Če samo začnem, kot je prej gospa Metka dejala, Ali je dodala na se tisto, kar paše njeni prezenci, njenemu imenom, malce bolj sproščenosti, tako da je treba tudi, če gledam iz mojega novinarskega stališča, je neka ta sproščenost in verjetno bi Alijo v neki gala obliki malce drugače pogledali, kot pa v neki bolj sproščeni. Zame je to prisrčna obleka, ki lepo stoji, taka preprosta in ona briljira v njej. Tudi po njenem nasmehu vidiš, da se dobro počuti in to je bistvo. Da si eleganten, ampak se moraš dobro počutiti v obleki. No, radijski voditelj leta 2018, Denis Avdić, je prejel žarometa v modri obleki. Po mojem osebnem mnenju tukaj sigurno manjka kravata, to je precej naj mi ne zameri po bosansko, pač malčka malce takole odprta po balkansko, precej bolj elegantna in tudi večja teža bi bila nagradi, če bi bila tukaj kravata, vsaj po mojem mnenju, to mi je tako bolj. Metka mora biti kravata. Kavbojsko, absolutno. In ta ovratnik, eden je malo ven, skratka, ni nonšalanca, v takem primeru ne pride v poštev. To je prireditev, na kateri si nagrajen za določeno delo, pozitivno, ki si ga opravil, in zato je prav, da se tudi ti temu primerno oblečeš. Recimo, absolutno, tako kot je zdaj v nedeljah zvečer oblečenje je idealno, lepo v kravati, eleganca, in zakaj pač na takšni prireditvi, ki ima na nek način še večji pomen, kot pa recimo znanje obraz, ki ga vodi, kjer je vedno elegantno oblečeno. Tako, pišmeuhovski odnos je s to opravo do dogodka in prireditelja. Pevka Špela Grošelj se je odločila za elegantno črno opravo, z zlatimi dodatki pa je dodala stylingu piko na i. Meni osebno pač klasična eleganca, sicer nič hollywoodskega, ampak klasika, tako. Metka? No, lahko bi bila malo bolj glamorozna, ne vem. Ti si tega verjetno ne bi oblekla. Je premalo, ne? Nekaj manjka. Ja. Jaz si tudi ne bi oblekla. Preveč je, bolj bi morala poudariti postavo. Ta obleka ne dela usluge. Predvsem je za ta dogodek. Za ta dogodek? Tako je, če govorimo o žarometih, je definitivno neprimerno. Absolutno.
Aleš, verjetno pa bi si oblekel to, kar si je predsednik Republike Slovenije, ki je postal spletna zvezda leta 2018. Zagotovo Absolutno. je tudi stilska zvezda. Absolutno, predsednik Pahor vedno poskrbi, da je tudi elegantno urejen in se na nek način prilagodi prireditvi. Če spremljamo njegov Instagram, kjer ima največ sledilcev, lahko vidimo, da spremlja, za katero prireditev gre. Tudi ko je bil na sprejemu pri kraljici Elizabeti, se je temu primerno oblekel, od čevljev do vseh stvari, kar sodi zraven. Skratka, se mi zdi, da je eden redkih, ki sledi gospoda Bitenca. Absolutno, ona dva sta, ko je bila še modna Jana, vedno tekmovala v eleganci. In moram reči, obleko je treba znati nositi. In naš predsednik jo absolutno zna, kako mu lepo suknjič stoji, tako kot mora prijeti ob srajci, ne štrli zadaj stran, obvlada vse, karkoli je v zvezi z moško modo, in zame je on vzor. Čeprav imamo tudi nekaj Slovencev, moških, jih poznam, ki se oblačijo po meri in so lahko tudi zelo elegantni, ampak ne izstopajo, ker niso pač na tem nivoju, ne mislim intelektualnem, ampak ne hodijo na take dogodke. Đani Rijavec pa ni prejel žarometa. Ostal je zvest svoji beli barvi. Ja, torej bolj za nabarko, če tako rečemo. Đanja se poznava že vrsto let. Za žaromete definitivno, po mojem osebnem mnenju, neprimerno, ampak nekako v stilu San Rema, italijansko, sproščeno, čale sale bi rekel lagano. Za žaromete pa mislim, da ni najboljše. Bi se strinjala, ja. Dress code je potreben za tako prireditev. Tudi v beli, glede na to, da je njegova najljubša barva, bi lahko bil eleganten v nulo. Smoking bi imel lahko bel in bi bil eleganten. Tako. Igralka Gorka Berden se je odločila za koktel oblekico iz Pariza. Za žaromete... Je pariška moda tukaj? Je vidno? Pa vem, bolj zabirmo se meni zdi, no. Metka, kaj praviš o njeni dolžini? Ne. Se mi zdi, da bi bila lepša. Je kratka dolžina obleke? Ja, to je za dnevno oblačenje. Čez dan, recimo. Medtem ko za žaromete bi bilo pa vseeno nekaj bolj glamoroznega, bolj elegantnega. No, Alenka Košir, nekdanja žena Jureta Koširja, je bila zelo elegantna. V tem se pa strinjam takoj. To pa je recimo ta eleganca, ki se vidi že na prvi pogled. Sigurno je vedela, na katero prireditev gre, tako da ni kaj dodati, sedi pet. Točno tako se strinjam. Ona je pa res počastila dogodek s pravo obleko, ki sodi na tak dogodek. Pevka Ines Erbos pa se lahko pohvali z enim najbolj vpadljivih dekoltejev večera. Ja, tudi, ampak se pravim... Ni primerno. Predvsem za kakšen klub pa vidimo, da ima še jakno, če se tako se mi zdi, kar vidim. Ne. Ne. Zgrešeno, popolnoma zgrešeno, in dekolte in ta dolžina oziroma absolutno ne. Tudi ob strani je imela izrez. Čeprav je mlada, čeprav je luštna, ampak jaz bi jo popolnoma drugače oblekla in bi izstopala. Lahko nakažeš, kar imaš lepega, ampak ne popolnoma razkrit. Ja, nekateri imajo občutek, znajo, vse zanimajo za kulturo oblačenja, drugi pač ne. Velja in šteje trud in želja po oblikovanju slovesne podobe in prav to je dogodku dodalo še večjo pomembnost. Kaj bi rekla o tem, Metka? Ja, torej okus ti je dan ali ti pa ni dan. To prineseš sabo na svet ali podeduješ po starših. Če pa tega nimaš, potem so pa stilisti. Lahko je nekdo, ki ti bo naredil uslugo, ali ga pa najameš, če imaš denar in te obleče tako, kot je treba.
Absolutno, če pa samo dodam, recimo, saj zase osebno, če grem v katero modno trgovino, pogledam, kakšne kombinacije, recimo, določena trgovina nudi, ali govorim za dnevne pač dogodke ali pa večerne. Ne? Sploh, če greš recimo v neko bolj priznano trgovino, lahko dejansko vidiš nekaj teh primerov in potem dobiš v glavi kakšno idejo, kaj bi lahko se potem oblekel, ne pa da daš, ne vem, neko to barvo ali pa neke druge barve. Recimo zdaj na slikah nismo videli nobene takšne nemogoče barvne kombinacije. Tudi na dogodkih vidimo prave cirkusante včasih, ko dajo z vseh vetrov obleke nase, ne? In so predvsem smešni. Sami sebi pa se zdijo moderni in lepi, ne? No, saj imamo tudi ocenjevalne komisije, ki potem pokomentirajo Tako kot ste videla danes. Suzi in tako dalje, kjer napišejo. Recimo v tujini imajo fashion polic, imajo recimo v nekih Oskarjih še razpravljajo cel dan samo o oblekah, kdo je imel kakšno obleko. Pri nas recimo kaj takšnega še ni, ne? Se bolj kot ne pogovarjamo o drugih stvarih in je dejansko zanimivo gledati, kako vsako malenkost opazijo, kaj je imel kdo, katero modo, ali je imel lanske čevlje ali letošnje, skratka opazijo prav vse. Gracija tudi komentira. Za konec, kaj bi rekla o družabnih dogodkih? Držite se kode, vsi tisti, ki greste na dogodke, če je neka sproščena stvar, bodite sproščeni, če so pa to viktorji, žarometi ali pa podelitev kakšnih nagrad, pa bodite elegantni. Govorim za moški del. Tudi za ženske velja isto. Jaz hodim včasih, grem tudi na kakšno dogodek odpuljena, ampak ni to večerni dogodek in je, prosim, lahko me kdo skritizira in nikoli nisi vsem všeč, kakršenkoli že si. Ja. Hvala za res zanimiv klepet. Hvala za povabilo. Enako in kmalu nasvidenje. Kmalu nasvidenje na družabnem dogodku. Se vidimo. Se vidimo. Dogodki so danes neke vrste komunikacijska modna muha, ki pa ima že zelo stara krila, kajti rituale in prireditve v smislu kruha in iger zasledimo bistveno pred pojavom medijev. Ja, dogodek je že od nekdaj najpomembnejši način množičnega komuniciranja. In kjerkoli že boste, naj vam vaša zvezda sveti.